večera na temo knjige Vstajensko materinstvo, avtoric Emily Jensen in Laura Whiffler. Sem prav povedala, Ana? Ja. Tako, knjiga, če še niste prebrali, zelo fajn odstira v bistvu pogled na to, kaj materinstvo tudi, bi rekla, v nekem čist ontološkem smislu, a ne? Kako lahko gledamo na vse situacije materinskega življenja, tudi skozi vrata ali pa eno prizmo večnosti oziroma tega, kako si je tudi Bog vse skupaj za nas zamislil, pa seveda smo mu mi z grehom v rajskem vrtu malo pokvarjali načrte in zakaj zdaj pač tudi v materinstvu pridejo določeni zapleti. Tako, z mano, zelo vesela sem, da vas lahko pozdravljam v moji družbi, Maja Jerkič, žena, mama 6 otrok, boš pa malo več povedala o tem, Hanna Strajnar, žena, mama 5 otrok, Ana Pavec, žena, mama 6 otrok in hkrati tudi prevajalka te knjige. Tako da ona ima še poseben vpogled tudi v original in tako naprej. Tako da danes bomo debatirale o naših pogledih na materinstvo, o tem, kaj nam je pravzaprav knjiga odprla, mogoče določena vprašanja, neke vidike materinstva, na katere prej še nismo pomislili. In ker seveda vse imate veliko otrok, številne izkušnje in preizkušnje za seboj, boste lahko povedali tudi skozi ta vidik, ko je kdaj prišlo kaj težkega, ko pride kaj težkega, kako vam recimo vera oziroma Kristusovo vstajenje pomaga tukaj na tej poti, da gre nekako naprej. Ne nam rekla, da gre lažje, ampak da sploh gre v prvi vrsti. Tako da super. Zdaj računam v glavi, če bi imel vse dale na kup vse naše otroke, bi bil pa že en majhen razred lahko, Tako, ja? En tak, fino, super. Lepo. Tako, Ana, najprej bi kar tebe vprašala kot prevajalko knjige Vstajensko materinstvo. Torej, besede materinstvo ponavadi jo ne povezujemo s pridevnikom vstajensko. Redko slišimo to besedno zvezo, zame je bila nekaj novega, nenavadnega. Pa me zanima, zakaj tak prevod oziroma zakaj pravzaprav sploh tak naslov in kako recimo tebe nagovarja konkretno ta naslov. Torej v originalu je Risen Motherhood, tudi ko govorimo o ostalem Jezusu, je bil Risen Jesus, in pač več možnosti je seveda bilo za ta prevod, ampak nekako, če bi rekli vstalo materinstvo, bi bilo tako revolucionarno, je tako, kar že, kada je oporniško ali pa kakorkoli. Tukaj je ta vstajensko, pridevnik vstajensko, pa mi govori o tej odrešenosti ali pa o tem, da lahko veselje, to vstajensko velikonočno veselje iščemo znotraj materinstva. To je meni, tako svetlobo mi prinese ta beseda. In da se res lahko sprašujem, kje lahko jaz živim preko tega, kar je človeško, ali pa preko tega, kar je v bistvu samo znotraj mojih moči, da mi dejansko Jezus pomaga. Zelo mi usmerja proti Jezusu ta naslov, pogled. Prej si rekla, da je knjiga tako bila na nek način zahtevna za prevajanje, a se je zelo dotikala te osebno tudi tako, da si tudi ob njej mogoče tudi že delala na sebi, pa potem pravzaprav hkrati tudi prevajala? Ja, dejansko sem bila kar tako malo v konfliktu z njo. Se to ni bilo prvič, ampak prvič tako intenzivno. Ravno danes sem dobila dar od priznanega slovenskega prevajalca, je imel eno razdajo knjig, pa ima naslov Zvesti prevajalec. In včasih imam malo težav s tem, da sem zvesta prevajalka, ker včasih bi kar, ne vem, kakšno vzgojno knjigo sem že prevedla za založbo Družina, pa bi kar kaj po svoje zapeljala. Ja, tukaj je pa tako, ker me je na taki globoki duhovni ravni se dotikala knjiga, mi je bilo res težko, nisem imela pomislekov, mislim, kako bi to sama povedala, to me itak presega, ampak a jaz na to tako gledam, a sem tako doživljala, ali pa kako bi lahko jaz gledala na svoje izkušnje preko takega pogleda, ker se razlikujejo, naše izkušnje se razlikujejo, tudi pač oni pričujeta o tem, kako sta sami doživljali in kako sta to nekako preobrazili.
Ja, in tako mi je veliko vprašanj mi je vzbudilo, no. Tako da zelo počasi, res zelo počasi. Pač tudi sama sem šla še čez pač v delovnem procesu sem imela ene zagate, da sem uskladila čas za učenje, za en izpit, pa za to, a ne, in potem, ja, no, v glavnem, zavleklo se je še pa še, no. In je prav, v enem trenutku sem prav rekla, kaj je zdaj to, a ne, ali me knjiga tako nagovarja, pa je nekako hudi duh deluje tudi, ali sem jaz res tako lena, ali kaj, mislim, da ne morem prevesti te knjige, no. Ja, tako prav preizkušnja je bila, no, pa sem se pol odločila, da pa naj bo, a ne, tudi če spadem tako malo slabša prevajalka ali pa ne toliko zanesljiva, pač žrtvujem to za to, da nagovori, no. Mislim, da je zelo res nagovarjajoča knjiga. Mimogrede, danes jo dobite tamle zadaj na mizici po ceni akcijski za 26 €, tako da če še nimate svojega izvoda, si jo lahko tudi priskrbite. Evo, zdaj bi pa takole rekla. Meni je zelo nagovoril to, a ne, ta razlaga avtoric, kako pravzaprav težave, ki jih imamo v življenju ali pa v materinstvu, tudi v družinskem življenju, v resnici čisto teološko gledano izhajajo iz človekovega padca v raju, a ne. Se pravi, ker je bila Eva zapeljana in je verjela, da je lahko podobna Bogu oziroma celo boljša od njega, iz tam marsikakšen problem naš izvira pravzaprav, a ne. Tako sem jaz to razumela. In piše, a ne, Satan v raju preslepi Evo, da bi častila sebe namesto Boga. Želi, da bi mislila, da s prevzemom nadzora nad našimi okoliščinami, ne, in avtorica potem noter naštevata, kje so te okoliščine, da bo enkrat finančno vse urejeno, pa da bojo otroci končno pridni, pa da bo hiša končana, pa da bomo našli tiste popolne kavbojke in tako naprej, a ne. Da, ko bojo te okoliščine vse pod nadzorom, recimo pošlihtane, tako kot si mi mislimo, mi želimo, potem bo pa življenje krasno teklo, ne, potem bomo pa res tako rajsko živeli, a ne. Ampak vendarle, seveda to nemogoče, ne, doživeti. Me pa zanima, a imate to izkušnjo, recimo, Hana, imaš to izkušnjo, da bi želela nadzorovati okoliščine v svojem življenju in kako se spopadaš to skušnjavo oziroma si sposobna spuščati, kako je s tem? Ja, če sem sposobna spuščati, tega ne vem, se tega učim, ker se mi zdi, da vsakič, ko se rečem, jaz tukaj sem pa že res napredovala, pa dobim eno porcijo na novo, ne, tako da se mi zdi, da je to, gre tudi za neko držo ponižnosti, ko jo sproti pridobivaš. Mogoče glih čez te težave, skozi kere greš, ko nimaš vse pod kontrolo, v bistvu kot mama, pač jaz sebe pač v svojih izkušnjah to povem, da ne vem, sploh v zadnjem času se to večkrat sem že povedala, no, ko sem imela kdaj kako pričevanje, da res se učim zahvaljevati in predajati Jezusu, no. Zato, ker verjamem, da vsaka preizkušnja, ko pride z nekim namenom, da to presežem, no, da mogoče tukaj mogoče moram tukaj spustiti še svoje pričakovanja, ne. Mene je pač naša izkušnja prve hčerke, se mi zdi, da me je Gospod že od samega začetka zelo dobro prepariral v tem zaupanju, ampak itak takrat nisva nosila sama, ne, ker imava to srečo, da sem imela tako močno molilno bazo, da nekako sva bila podprta, ne. Mogoče sem jaz tudi malo tak karakter, da se ne znam preveč sekirati na zalogo, a ne, sem tako zelo improvizator v življenju in potem si pač rečem, bo kar bo, a ne, tako da sem potem tudi nekako hitro sprejela novega otroka, nekako ne razmišljam o negativnih možnih posledicah, a ne, to je mogoče moj dar, a ne. Vidim pa, da v zadnjem času, da zaradi vseh teh Instagramov, pa Facebook profilov in vseh teh socialnih omrežij, ali pa Pinteresta, vidim, da se zelo želim primerjati in da me je to v enem obdobju materinstva zelo posrkalo, ne. Da s tem primerjanjem, sploh ko sem videla, kako enim uspeva, kako lahko imajo pospravljeno hišo, da imajo pridne otroke med mašo, ne, pač vidiš to, kar ti manjka in ponavadi tukaj padeš pol zelo, no. Da si že napeljala na nekaj, kar bomo še kasneje se tudi tega dotaknila. Ja, tudi mene je ta plat tudi nagovorila v knjigi.
To mi je bilo všeč, ta primerjava, ki jo data avtorici, če si predstavljamo zlatarja, ki oblikuje nakit, recimo iz zlata. On to zlato segreva in pri segrevanju ti nečistoti, ki so iz te kovine, ki so v kovini prisotne, v bistvu na podlagi vročine priplavajo na površje. Ne? Se mi zdi super dobra primerjava tudi za nas, kako v nekih situacijah, ko je malo bolj vroče oziroma ko malo stvari zakuhajo, se zapletejo, tudi naše nečistote prihajajo na površje, ne? Se pravi, kako jih neke okoliščine, neka situacija zna biti nek dober trigger za to, da v bistvu vidimo tudi, kaj je v nas tistega, kar bi potrebovalo nek mogoče očiščenje ali pa spremembo in tako naprej. A se kdaj prepoznaš v tem, da ti mogoče čisto konkretno tvoji družinski člani v bistvu kažejo te tvoje nečistote, če rečeva, da si ti kepa zlata, pa recimo te malo segrejejo, tako da tvoje nečistote na vrh priplavajo? Jaz sem kar hvaležna, da sem zelo zgodaj spoznala, da je milost, da imam najprej 3 hčerke in da je zelo hitro do mene prišla informacija, da bodo v bistvu one iz mene potegnile tisto, kar mora ozdraviti in tako. In sem to tako zares vzela kot en tak projekt, kaj imam zdaj od sebe za spoznati, kaj mi bodo one lahko pokazale, pa je šlo tako zelo gladko. No, potem sem pa sva z možem dobila 2 sinova, pa sem mislila, da sinova bosta pa pri možu to ven potegnila, ne? Pa sta isto pri meni. Tako da zdaj imam izkušnjo, ki je pa 6, pa zopet deklica, da prav ta izkušnja, naprimer naš 5. otrok, zelo na globoko koplje pri meni, pač jaz pri njemu se zelo odzrcalim sama sebe in to najbolj take temine sebe in sem se zdaj že vdala v to, da pač nam je poslan prav zato, da Gospod preko njega ozdravi tudi moje rane in mi je pol lepo, ko je pa ta zadnji, mogoče do tega 5. malo krivično, no, ko pa pravim, da je pa zadnja pa ena češenca na smetanci, ki pa pol pokaže svetle plati mene same. Tako da jaz se ves ta čas 27 let materinstva tako res sprašujem, velikokrat, kadar zaboli ali pa je trigger, zakaj mi je Bog poslal ravno ta karakter in tako, no. Enkrat mi je ena prijateljica rekla, da otroci so direktno sporočilo od Boga iz nebes, tako, kaj nam hoče res povedati, kaj nas želi naučiti. Tako da ni pa enostaven, ne? Ni enostaven, seveda ni enostaven, samo jaz se res tako probam, da so to res taka šola za mene, da tako kot res to čiščenje zlata, no. Da si vedno bolj prečiščena. Ja, tako da sem kar hvaležna, no, da so prišle stvari že kar precej, pa bodo še verjetno, pa še z vnuki verjetno. Najbrž nikoli zaključiš tega procesa, verjetno prečiščevanja. Ja, je pa najbrž point v tem, da greš vedno v neki boljši obliki samega sebe, ne. Jaz opažam, recimo, ko otroci v najstniška leta pridejo, recimo, kako znajo pritisniti na neke tiste stvari, ki si jih mogoče tudi sam imel kot issues, ki si bil najstnik ali pa tako, ne. Jaz sem vedno molila, da ne bojo imeli takih problemov, kot sem jih imela jaz sama s sabo, ko sem bila najstnica. Zdaj, v enih me je uslišal, v enih pa tudi ne. Kakšne so pa tudi se podobne zadeve tako prebujajo in seveda to te spomni na nekaj, kar si ti nekoč predeloval, pa mogoče še ne to čist predelal, pa zdaj spet moraš nekako začeti potem, pa ti ne bi bilo glih do tega in tako naprej, a ne. Ni to tako enostavno, ne. Pa niti seveda vsem tudi za otroke, ne. Te kaj prečiščujejo, Ana? Brez skrbi. Ja, pa to, ne, mislim, res se ne neha, no, zlepa se ne neha, pa skozi se kaj preobraža, no. Tako, tudi to me je tako nagovorilo v tej knjigi, da gre zelo konkretno, ne, tako se premika po obdobjih, ne, od odraščanja mam skupaj z otroki, ne. Sicer, če je najsteš to noter zajeto, se ne spomnim, mislim, da niti ne, da te ni, ja, ampak tako, pač... Verjetno, sigurno boste že kakšno knjigo dali ven. Torej, ampak vseeno, ne, ker gresta toliko preko tega, kar se vidi, ali pa preko tega, kar je konkretno, ne, mislim,
to me je nagovorilo, no, da take idealistke sta oni in jaz sem bila tudi neverjetna idealistka, ko sem dobila otroke, tako, in glede sebe, tako, kako to dobro, vse spadalo, in glede otrok in kaj mora biti, no, to, pa kako bo enkrat, to si že rekla, in potem se učiš v bistvu, da ni in da vedno znova, no. Pa tudi tako vidim, kako v različne preizkušnje pač doletijo starše v različnih obdobjih, pa tudi še čisto nepričakovano, ne vem, kakšne stvari misliš, pač še niso prirojene, s tem ne bom imel opravka, pa se ful motiš, Ravno zdaj je prijateljica pač zvedla za eno prehransko občutljivost pri hčerki, pa je čistim obrnilo pač življenje na glavo, tako res ne veš, mislim, res ni predvidljivo to, no. Se mi zdi v tem smislu, da smo tako naša družina kar tako pocrklana, no, pač res do zdaj ni bilo, no, nekih takih hudih stvari, s katerimi bi se mogli spopadati, pač je pa 1000 drobnih, pa tudi, mislim, to tudi opažam pri sebi, da ful čisto pretirano, no, kakšne stvari doživljam, tako iz majhnih naredim tako celo dramo, no. Res težko, včasih kakšno požrem, kakšno malenkost, ne vem, pač sam kakšna neprijetnost, no, pač pri otroku ali pa kakšna taka manjša v bistvu slabost ali pa, pa takoj to jaz to toliko zapnem, no, z vsemi otroki, no. To je po moje to, kaj misliš, da bi mogla ti nadzorovati ali pa da bi mogla biti tako, ki si ti zamislila, se pravi, ta želja, da bi, tako, kot bi me želele. Ja, to me je to zelo nagovorilo, pri tem poglavju sem se pa prav ražala, zdaj se pa ne spomnim točno, katero poglavje je, ampak one govorita o tem, kako me ženske, ki seveda zelo dobro vse vemo, skoraj tako kot Bog, in seveda vemo tudi, kako bi mogli biti, vemo tudi, kakšen bi mogel biti naš mož, Ja. Kako kimajo vse 3 gospe, pa kako se smejejo. Prav smo se prepoznali, Jaz sem se prav smejala, res, takole piše, saj sem si izpisala. En dan obožujoče gledam svojega moža, kako vozi naš enoprostorec, drugi dan po možnosti v istem enoprostorcu razmišljam o vseh mogočih načinih, kako bi se lahko poboljšal kot mož in oče. Se pravi, mi vidimo načine, kako bi se on naj poboljšal. Se pravi, imamo mi neko fiksno idejo, In pol pravta, stavim, da nisem edina, ki vzdržuje standard, kakšen naj bi bil vključen krščanski oče. Standard, ki sem ga ustvarila jaz, ne Bog. A imate to željo po popravljanju soprogov, oziroma da bi jim želele povedati, dragi, tole bi pa tako, pa a ne bi bilo boljše tako, pa one dve pol tudi pravita, ja, pa vidiš eno družino na Instagramu, ki takole moli, pa se ti zdi, da je zdaj vaša družinska molitev pa kar naenkrat brez veze postala. Tisti očka pa kitaro zraven igra, naš pa na znak, ali pa zdaj, in tako naprej, So to mogoče tudi malo te pritiski, ki ste omenili, socialnih omrežij in tako naprej. Katoliške mame imamo dostikrat zelo visoka pričakovanja do svojih mož, ker poleg tega, da dobro zaslužijo, pa se igrajo z otroki, morajo biti še zgledni, verno usmerjeni moški, da dajo to duhovno noto otrokom, ker recimo v zunanjih krogih tega ponavadi ni, niso tako občutljive na te stvari in se mi zdi, da je to še en dodaten pritisk, ko ga vršimo na njih. Jih kar obremenjujemo, Ja. Ker pač bereš, da oče mora nujno vsak dan brati Sveto pismo, če ne sinovi ne bo šli po njegovi poti. Da je vse, če mama vsak dan na kolenih z rožnim vencem, da je oče tisti, ki mora. In bi že malo izboljšale rade, pa predlagale kakšno tako stvar. Ja, se vam pustijo, možovi? Se vam pustijo? Ja, jaz sem svojega že toliko popravila, da je čisto idealno. Super. Mislim, lahko povem, da dolg časa sem ga spremenjala, pa je pa Bog kar tako konkretno posegal vmes, pa je on ga spremenil po svoje in mi dal idealnega nazaj. Mislim, to je malo v hecu, no. Ja, ampak to je res tako malo v hecu, in nedolgo nazaj sem imela eno tako stisko in sem šla na sprehod in sem se začela, tako se sploh nisem zavedala, da se z Bogom kregam in sem rekla, pa dobro, pa zakaj si mi zdaj to dal, pa meni je to težko, pač moj mož ima poškodbo glave sicer, tako zelo dobro saniran, tako, najlažje tako rečem, no, res se mu fizično nič ne vidi, pač malo ima težav s čustvovanjem, malo je
nižji frustracijski prag, ko je utrujen, ampak izreden, dobil še več vere po poškodbi in tako. Ampak no, ko sem šla na sprehod in sem se tako kregala in enkrat tako slišim glas, zato, da se ti nauči spoštovanja. Jaz sem namreč odraščala brez očeta in res nisem znala spoštovati na splošno ne sebe, še manj pa moških. In ja, se učim in sem res, tako zelo kruto slišim, ampak jaz sem res hvaležna, no, da se res skozi to našo zgodbo ogromno učim. Zdaj sem tako vesela, naprimer poteka Fiat, da sem v Fiatu, da se lahko prav preko tega učim. Tako da, ja, drugače pa. Jaz mislim, da je tudi res v ženskah to, da bi spremenile, sploh ko smo same nezadovoljne same sabo, pri meni je celo zdaj, ne vem, v ciklusa odvisno, samo da gre ovulacija, je že ena črna zavesa, jaz bi šla spreminjati moža. Tako se mi zdi, da je to zelo zrcalno, no? Bolj projiciramo iz sebe ven. No? Pater Kristjan Gostečnik bi rekel, ker bi mu rade pomagale, a ne? Naš namen je dobrohoten oziroma, a ne, tako. Da bi bilo nam lažje. Ja, v resnici seveda gre pa za nek ego, a ne? Da bi bil mož bolj prilagojen našim pričakovanjem, temu, kako mi mislimo, da bi mogel biti navzven in navznoter in tako naprej, a ne? To je nek napuh, ne, če tako rečemo, v bistvu, vsaj jaz to tako prepoznavam pri sebi, a ne? Če jaz mislim, kako bi mogel nekaj biti, ampak je Bog ustvaril mojega moža, sega nisem jaz, najbrž je prav naredil, a ne? Oziroma je imel nek namen s tem. Pa tudi to, ne, da ne bojo nikoli enaki kot mi, ki imamo čist drugo noto kot pa oni. Ne. Pa tudi to najbrž, da njih ne primerjamo med sabo, ne. Se kje pa piše, da so vsi... Se mi zdi, da takrat, ko imamo PMS, predvsem ta čustven vidik, kako bi oni mogli biti bolj sočutni z nami, pa nam privoščiti čokolado, pa skuhati kavo, pa iz otroki malo ven, da lahko mi počivamo. Ne. Se mi zdi, da to je tisti največji manjko. Ne. Oni pa pač večinoma nimajo tega vpogleda v naša čustva. In včasih je res težava samo v tem, da mi še svojih potreb ne prepoznamo, jim jih ne predstavimo in pričakujemo, da bi jih oni mogli že vedeti vnaprej. Ne? Ja. Dejansko si je težko, recimo, pač, dokler so majhni, pa ko so večji, mogoče lažje, ker jih grejo že sami iz sobe, ampak ves čas imaš okoli sebe en šunder, eno letanje, kričanje, urejevanje sporov in dejansko ne slišiš niti svoje glave, kaj šele svojega partnerja. Ne? Mi da so glih z enih duhovnih vaj zdaj ta vikend in je bilo res krasno in sva si zadala načrt, da vse možne varuške uporaba in greva večkrat na svoje, ker sva se vrnila veliko bolj prijazna nazaj domov. Tako da mi se zdi, da v osnovi nam to velikrat manjka. Prostor za komunikacijo, ne? In tako, ja. Potem starejši otroci pa že malo na ušesa vlečejo, ne, recimo, pa dosti kasneje grejo spat, ne, in je potem pa že zvečer ni več tistega prostora in časa, da bi kaj predebatiral v miru in se slišal, ne. Ja, pa je to, da se naspiš, spala so do 20:08, kdaj se da spiš tukaj? Mislim, res je treba načrtovati te stvari, ne, se mi zdi, ne. Da te časi teh žrtvenih žensk, ko stanejo brez kavice, ne, pač se mi zdi, da imamo dosti priložnosti, da, ne vem, da poskrbimo zase, ne. Super. Družinsko življenje, piše, najpogosteje ni glamurozno in idealizirano, kot v nekaterih člankih, filmih ali na družabnih omrežjih, ampak je sestavljeno iz tega, čemur avtorici Emily in Laura pravita pusti vsakdanji trenutki. Torej, da mi si sicer želimo glamurja, svečanih večerij in tako naprej, dostikrat so pa ti momenti, ne vem, spackan pult od marmelade, a ne, drobtine po tleh, ortodonti, a ne, Ana, danes si imela to izkušnjo, a ne. Skratka, neki taki vsakdanji trenutki, ki se nam ne zdijo ne glamurozni, ne posebej posvečujoči in tako naprej, ampak avtorici pravita, da ravno skozi te trenutke, ki so tudi za nas zelo navadni, včasih mogoče celo ne vidimo pointa, smisla, luči na njih, da tudi nas Bog posvečuje in da nas uporablja za nekaj dobrega. Kako gledate na to? Se vas je to nagovorilo, recimo? Ja, zelo, pa vsakodnevno to imam težave s tem, pač, ker je res, ne, mislim, res tako, to sem zdaj začela opažati pri sebi, no, meni tako neznosno dolg čas rata, tako, pač, če ni dovolj neki izziv, a ne. In
pač zdaj sem videla en oglas za službo, eno tako, mislim, res to, ki je nedosegljiva, da ne znam povedati, ampak sem se čisto zapalila. In pa sem se vprašala pač, kaj točno mi manjka, da mi je zdaj to toliko nagovoril, ne. In sem pol opazila, kako bi lahko drobne stvari spremenila, da bi bile tako, kot si jaz predstavljam, da bi bilo, če bi šla v tisto službo, ne. Tako, da bi, res imam težave, no, s tem enoličnim, rutinskim, ponavljajočim se vsak dan, mislim, tako, res, In pa se pa zgodi nekaj takega lepega ali pa, da vsaj neka stvar poživi, lahko je pogovor, ne vem, s prijateljico ali pa nek večer, zadnjič smo imeli zakonsko skupino, sem kar 3 dni sem bila v luftu, ali pa pač tudi v župniji, no, ko imamo, pač da grem na pevske vaje, pa da je tam se kaj dogaja, pa tako. Takoj pa lažje pač tudi te vsakdanje trenutke, no. V nedeljo sem imela pa eno prav tako meditacijo, pa zdaj, če še navežem se na ta zakonski odnos, ne. Jaz imam izkušnjo, da pač možu bi predlagala kakšne knjige, da si jih prebere, ne. To je moja specialiteta. No, in sem enkrat šla s knjižnega sejma, pa me je vprašala, kolegica z družine je bila celo, pa me je vprašala, kaj imam, pa sem rekla, ja, za moža sem kupila knjigo Izziv ljubezni, je 40 dni, mislim, da je to celo film, In tako, čisto prepade, da reka, za moža, ja, kaj pa, a zate pa ni? In sem pa prav tako, aha, ja, saj res, ne. Pač se je tudi jaz ta izziv ljubezni delam. In pol sem ga dejansko, nikoli nisem dala te knjige njemu za darilo, ampak sem se trudila, da sem jo sama šla čez ta izziv. In potem še kasneje, še enkrat se mi je zgodilo pa s to pozornostjo v partnerskem odnosu. Je pa tudi, kako pač v bistvu res lahko si pozoren vsak dan, tudi ko on hiti, tudi ko je to čisto prezaposlen za moj okus, pa tudi ko skozi sam ta šport, mislim, ko mi ga to na živce. In, ampak jaz sem lahko pozorna na njega in še vsem mu izkazujem pozornost, naklonjenost in vse to, kar meni manjka. In jaz tudi to dobim hkrati, če ga objamem, se pa oba objaveva, pač ni možno dati enostransko objema, ali pa poljuba, ali pa česarkoli. Tako da sem se zelo v tem zvadila, no. In v soboto zvečer je bilo tako, pač ta vikend je bil res zelo zaseden in v soboto zvečer mi je Boštjan predlagal, če grem z njim turno smučati zjutraj. On gre res skoraj vsako jutro, pač res tako 6 od 7-krat na teden, In mislim, to je tako, pač res, pač jaz slišim samo tresk vrat, pa pol nazaj pride, pač prešvican. Tako, dolgočasno, no, pač. Ampak mi je pa rekel, to meni pomeni, da se mu da, mogoče, pač če bom rekla jaz, pomeni, da se mu da malenkost ukvarjati z mano, pač ker če bom šla zraven, to za njega ne bo tako simpel, kot je pač navajeno, In sem vedela, da imam čisto malo časa, ampak to so vsi moji pomisleki so se zvrstili, zakaj ne bi šla, pač prvič treba zgodaj vstati, drugič se moram pripraviti, tretjič bom orang se namatrala, da bom prišla na vrh, pa še pač lahko gre vse narobe, pač lahko se tudi poškodujem, v glavnem. Saj sva šla zelo varno varianto, pač na krvavcu po smučišču. No in sem šla, ampak tako, pač vmes je bilo res pač napor, to je čisti napor, ali pa ne vem, ko si zatikaš tiste pač pancere noter, to ni nič takega glamuroznega, In mislim, ne moreš verjeti, mož gre vedno, mislim, je tudi rekel, da vedno zamudi sončni vzhod, pač ali pride prezgodaj, pa gre pa še enkrat ga pa zamudi, Tako da jaz sem prišla pa točno v trenutku, ko je sonce vzhajalo, tako res neverjetno. In pa še en fant bil tam in sem rekla, če me fotografira, imam tako super glamurozno fotko. Mislim, res tako sem se nagrajeno počutila, ampak sem vedela, to je bilo v bistvu, res sem šla čez sebe, če mi ne bi on rekel, ne bi šla nikoli. In še v bistvu sem vso smetanco pobrala od njega, ker ima toliko izkušenj, časovno je imel vse on naštudiran, opremo imam zato, ker je pač on priskrbel za otroke, pa sem pač jaz zdaj trenutno istih dimenzij, kot en otroka, In pač, v glavnem, tako, vse je bilo sad tega njegovega truda, Jaz sem šla samo zraven in v bistvu je
In bila nagrajena. Tako, ja. Tako da, ja, pač. Ja, on pa tudi je bil vesel, da je šla zraven. Ja, definitivno. Mislim, sej pač, če si ne bi obetal, verjetno me ne bi niti povabil. Mislim, super je bilo, res krasno je. Za oba. Mislim, sej tudi zato sem šla, ker sem vedela, da to ukrepil, a ne, zakonski odnos, ampak ja. Naši možje imajo radi take vrste zmenke, ne? Me bi malo drugačnega, ja, jaz imam tudi tazga moža, ki gre najraje v hribe z mano, ne? Ampak vse na koncu mi ni nikoli žal. Žena je bila tiho, ampak je bila zraven, ja, krasna kombinacija, idealna. Ne, ampak se vam zdi, ne, res je, včasih se počutiš kot mama, da si samo v tistih monotonih. Spet je treba pomivalca odpreti, sprazniti, na fila dati pred, po tleh pomest, to tretje, ti imaš še v salonu to stalno, ne. Podobne pravzaprav stvari, kot tu doma, ne, in tako naprej. Se pravi, včasih se ti res zdi, zakaj, mislim, kaj je point tega, ali pa ena in ista prerekanja z enimi in istimi otroki na eno in isto temo. 57 jim povedal, zakaj mora biti, kako mora biti, a še vedno ni zadeva tako, a ne, narejena. So te, res so včasih taki moreči trenutki čiste vsakdanjosti, sivine in včasih se malo zaciklaš v to in je težko videti, a ne, ven. Tako da se mi zdi, ja, je. So pa včasih, tako si ti rekla, te highlights, ne, recimo ti se trudiš za vzgojo. Tako si kdaj mislim, po moje takrat, ko bo šli doma, bom šele videla, kaj sem dosegla, ker zdaj doma itak se nič ne pozna, ne, karkoli rečeš, karkoli predlagaš je upora, ne, in to je stalno neko trenje. Sem bila v zadnjič na govorilnih urah enega strogega profesorja, no, in mi je pa rekel, gospa, pozna se, da se ukvarjate s tem otrokom, ker gleda oči, ker se mu vidi, da ni veliko na telefonu, nekateri otroci, ko so skozi na telefonih, sploh kar čez gledajo, sploh nimajo očesnega kontakta in tudi je prijeten fant, da se z njim pogovarjati, kar je same pohvale in se nekamo. Je rekel, tega sina si lahko sam želite. Jaz sem kar zacvetela za tisti dan. Ker pač to se mi zdi, da vsake toliko pa dobiš en tak občutek, okej, takole bi bilo, če bi bilo idealno tudi doma, ne, si tega ne dožiš, ampak ja. Da delaš nekaj prav, a ne? Ja, da delaš prav, da greš v pravo smer, čeprav je pač boj, a ne, skozi so borbe. Glede tega dolgočasja pa tudi, ja, jaz kadar imam krizo, jaz grem kar pohištvo predstavljati ali pa kličem Meto, Meta, kaj lahko še vržem stran, nekaj moram spremeniti. Da je zunanji pokazatelj, da se nekaj Ja, jaz rabim te zunanje spremembe, jaz to včasih tudi bi kar znorela, ne. Ali pa vsaj ne po isti poti na sprehod, nekaj moram drugače, ne. Tako da res je moreče. Ti si otroki doma, ne? Ja. Velikokrat se spomnim na to knjigo 1000 darov, kde je že avtorica, no, mene je zelo nagovorila, pač v smislu, pač žena doma, 6 otrok, kmetija s svinjami, mož kmet, skozi eno in isto. No, in ona se je naučila, pač ne vem, da se zahvali za unorožje tam, ne vem, za sončnico, za perje od en ptice, kot se blešči v soncu, pač za take stvari. In pa se, odkar sem to knjigo prebrala, se tudi večkrat zavem, okej, ustav se, glej to vodo, ne vem, kako se sneg blešči, ne, tako da se malo sama zavem, da se malo nafilam s to lepoto, ne, pa si mislim, se tega ne bo več, zdaj bo šla mimo, pa se bo sneg stopil. Ta minljivost trenutka, no, to me zdaj zadnje časa res tako nagovarja, no, mi je lažje, če se spomnim na to. Lepo. Kako ste se soočali, ali pa se še vedno, to je tudi tak kontinuiran proces, se nam telesa spreminjajo, zdaj že tudi pod vplivom kakšnih hormonov in tako naprej, ampak recimo poporodno telo, ne, naša družba je zelo zahtevna do tega, kako ne bi izgledale potem, ko rodimo sploh več otroka, ne. Posledic na telesu je vedno več z vsakim otrokom, se še malo bolj pozna, družba je pa vedno bolj neusmiljena do nas. Mi je všeč, da se avtorci v bistvu tudi tega dotakneta, zato ker je to eno področje, ki je pri ženskah se mi zdi zelo občutljivo, na katerem smo lahko tudi zelo ranjene, zelo obremenjene. Same sebe tudi zelo vrednotimo lahko preko tega, kako smo videti, a smo ustrezne, a ustrezamo nekim normativom družbe. In oni dve pravita, naša družba bi kar želela, da mi zbrišemo vplive materinstva na naše telo. Se pravi, imaš 6 luštnih otrok okrog sebe, kopica otrok te objema za noge, ampak tvoje telo je pa popolna slika, ne, tako kot kakšne reklame na Instagramu, ne, kakšne 20-letnice, ki je po 5 ur na dan v fitnessu. Se pravi,
A ste mogoče doživljali te stiske oziroma te pritiske družbe in kako se borite s to samo podobo? A je zdaj, ko niso otroci več čisti dojenčki, to že malo zaceljeno, je to že malo, smo to predelali ali še vedno ostaja aktualno? Jaz bom tako rekla, ko imam ob sebi 27-letnico, pa že rečem, zdaj pa res že tudi nekaj let za mano. Ne? Tako da mogoče, ne vem, da sem se, ko sem bila še 25 let stara, pa sem imela že 3 hčerke, da sem se takrat bolj, ampak drugače pa, ne vem, se mi zdi, da potem po 40 letu, da, ali pa smo ti tako navadila, ne vem, mi dve s Tino se veliko druživa, ampak tako, se mi zdi, da nimam več težav s tem, oziroma sem bolj sočutna, no, jaz imam drugače tudi težave s hrbtenico in tako si velikokrat rečem, ja, Maja, ne pozabljaj, toliko je bilo nosečnosti, toliko je bilo porodov, tako, stres se je nalagal, tako, se mi zdi, da z leti skozi bolj postajam sočutna do sebe, res se ne obremenjujem. Po drugi strani si pa rečem, ma kaj, si dobro zgledam tako. Mislim, se nimam kaj pritoževati, saj. Tako, se mi zdi, da res verjamem v to, no, da bolj, ko se je krepil moj odnos tudi z Bogom, bolj sem se, ne vem, moje glavne vrstice Svetega pisma so bile spoštovana si v mojih očeh, dragocena in te ljubim. In bolj, ko so se usedale v mene, bolj sem se res tako počutila, ne vem, hkrati ponosna, da sem lahko mama tolikim otrokom. Pa še zmeraj, ne vem, tako, enkrat smo imeli ene duhovne vaje ženske in je bilo rečeno, predstavljaj si sama sebe čez 20 let. In meni se je tam prikazala slika, da sem fit, dobre vole, tako, in se kako se pačem sekirati, sej tole bo, tako, ne vem, tako. Ja. Si mindset že pripravila tako ustrezen za naprej, ja. So, ne, neki sledovi, ki ostajajo na nas. Meni se pozna po vseh teh porodih predvsem te stabilnosti mišični, trebušni, pa medenično dno, ker sploh ne čutim mišic, da bi jih še celo stiskala. In pač se zavedam, da nisem stara več 20 let in to mi je mogoče včasih malo boleče, sploh kot te kakšni najstniki kličejo gospa, nisi več neka punca, ampak ne vem, se mi zdi, da sem bila tudi skozi ta leta, ko sem se zbližala z Jezusom, to je bilo začetki te zaljubljenosti, na novo zaljubljenosti v Jezusa segajo tam v leto 2009. To je bilo eno leto, preden se nama je rodila Evelin. Sem bila na enem seminarju in sem takrat res tako v barvah videla spet svet. In se mi zdi, da to je bil pa en tak proces, skozi katerega me je Jezus res ozdravil, no? Ker jaz v najstništvu sem imela zelo velike težave. Sem bila na meji tega, da padem v anoreksijo, tudi bulimijo, pač nisem jedla, hujšala, tehtala sem se, pač skozi sem se primerjala z drugimi. In po teh porodih, no, sploh, ja, po prvem porodu se je začelo, pa naprej se mi zdi, da je ta obremenjenost s svojim telesom, da se je manjšala. No. Ja, zdaj se mi zdi, da je še malo bolj zgleda, zato ker je Fiat, ne jem sladkari, ampak drugače pa dejansko se je že par let ne tehtam, res se ne. Telovadim pa tudi zaradi hrbtenice, ker me tudi včasih toliko boli tudi zaradi tega nošenja, ker ima punca že 30 kil in se zavedam, da moram ohranjati močno pa stabilno telo, da jim lahko sploh premaknila na drug konec. Tako da boli z tega stališča. Mi tudi ni škoda dati malo več denarja za kako strokovnjakinjo, da mi pokaže pač ta prave vaje in to, no. To se mi zdi pač pomembno, no. Kar se pa tiče, se mi zdi, da v knjigi je mogoče tudi druga kultura, tako sem prav razmišljala, da je mogoče se pozna, da sta avtorici Američanki, ker je ta zunanja podoba, da mora biti mama perfect in fit, da je še bolj mogoče vtisnjena v ženske, kakor pa nas v Sloveniji. Tudi to objavljanje na Instagram profilih, pa to mogoče vsaj naša generacija tega še toliko ne pozna. Se pozna, da je to res obremenjuje, jaz nisem toliko začutila se s tem, no, ampak vem pa, da mogoče te mlajše generacije, pa ko se več na ta način pokaže, jim pa to zelo pomeni, no.
jaz sem tudi že stara, ne razumem več tega. Jaz bi kle samo mogoče to dodala, kar opažam, kar ženskami delam, da mogoče ta naš krščanski krog, se me bolj varno počutimo in ni tega primerjanja. Mogoče, če bi prestopile te meje in šle, ne vem, v neko drugo družbo, ki nima krščanskih vrednot, bi tu v Sloveniji isto doživele. Se mi zdi, da smo mi v teh krogih tako bolj glede tega, malo bolj varno je. Tako. Imamo kakšne druge izzive, ampak z tega vidika pa ja. Jaz imam enak občutek, ja. Ker sem hodila na eno telovadbo mešano in je bilo tako, mislim, rahlo nelagodno, pač sem se bolj sekirala, recimo, kot bi se, ne vem, pač, ja. Čutila bolj izpostavljeno. Ja, pač, ker ne vejo vsi mojih okoliščin, in pač, ja. Ja, mi je bilo tudi, mislim, pač sem šla čez en tak proces, mislim, tako pač več kot pol življenja sem govorila, kako si ti mlada, tako, vsi so mi rekli, pač pol manj let bi mi dala, pa kar naenkrat gubice, tako, to mi ni bilo jasno, mislim, kako je možno, končno se dobro počutim, ampak sem kuj mora se nekaj spremeniti, da mi dejansko ni všeč, ja, no, ampak se mi zdi, da se dobro se počutim v svoji koži, bi si želim, da bi funkcionalno pač bilo moje telo. Še dolgo, mislim, tako se bojim, da bi zelo bila nesrečna, če ga ne bi mogla uporabljati. No. Zato moraš pa velikrat naturno smuko se Ja, no, ampak, no, zdaj si mi dala točno iztočnico, pač, imamo pa doma neverjetne debate. Mislim, tako sem presenečena, ker imam fante večinoma, kako se oni ogromen z videzom ukvarjajo, in s tem, kako je pač tudi, pač dve punci sva, v naši družini in kako me dve sva videti. Mislim, to mi je zanimivo, no. Imajo kar take komentarje in še ne vem točno, kaj bom... Kaj kot kritika? Ja, kritike, ja. Mislim, pač ne na vsa področja, ampak na kakšna, ali pač ne vem, če ne greva športati, na jo hoče prestrašati, da bova se razlezli ali pa kaj takega, Tako to, meni se zdi to ful grozen, tako, mislim pa, daj, nimaš pojma, kako se jaz počutim, pač, mislim, moram nekako se vsem v skladu s svojim ritmom, in pa je to kuj izgovor, pa tako, mislim, res tako, ne vem, no, to veliko pogovora, no, po moje še treba, ker si ne želim, da to prenesejo v svoje partnerske odnose, mislim, mislim, pač bi rada jim predstavila pač na tak način, da bi razumeli, no, pač, če že prejšnje generacije moških niso tega imeli privzgojenega, da bi večje spoštovanje pač imeli moji sinovi, no, to se res želim. Ampak še ne znam, mislim, nimam nekih orodij, no, ko pač sem ogorčena sem, ko slišam nekaj, ampak ne da se kar ustaviti to, pač nekaj globlje je, In tudi sigurno so tudi oni bolj bombardirani s temi podobami, pač tudi oni pač na socialnih omrežjih vidijo, vse te, mislim, s temi, kako se že reče, s filtri, pa pač z vsemi temi posegi tudi, ogromno žensk na socialnih omrežjih, ki so iz tujine, sigurno imajo pač spremenjeno telo, umetno spremenjeno telo in pol, če to rata standard, kam smo pa prišli, Torej, da je že navadna mlada punca, ni več da dosti lepa. Kaj še le taka, ki je rodila, mislim. Tako res, to čisto sem ogorčena, to mi je nesprejemljivo. Ja, Ana me je spomnila prav na to, da imam mesto doma dva fanta in je imel eden neki komentarje. In se prav spomnim, sem rekla, veš, tako kako imam mehak trebuh. Sem rekla, veš, tukaj noter je že veliko dojenčkov zrasel. Tako, sva kar imela malo pol debate, no, ker se mi zdi, da so tudi tako otroci malo brez filtra včasih zdaj, no. To, kar slišiš v šolci, kar lahko vse rečejo in je malo se spozabil. Ne, pa sej, nič nimam proti, če meni govori, ampak mlajši sestri, ki je ful še občutljiva, pač pa, Ja, ti kar vzgaj, tudi zaradi punc pa to, bodočih in tako naprej, da bodo sočutni, do žensk. To sem se hotela še dotakniti te teme, se mi zdi tudi zelo lepo, da je omenjena v knjigi, in sicer ena od avtoric ima otroka s posebnimi potrebami, če sem prav razumela, z neko boleznijo. Hana, ti imaš tudi izkušnjo, vaše deklice Evelin, ki ima posebne potrebe.
In se mi zdi, da ste lepo izpostavili to, kako lahko mama čuti krivdo, če je njen otrok drugačen, a ne? Drugačen na kakršenkoli način. Lahko samo v obliki tega, da je bolj čustven, malo manj čustven, na drugačen način čustven kot ostali, ali da je bolj trmast, bolj težaven, kakorkoli. Sigurno ima vsak od nas vsaj enega takega v družini, tudi otroka, ki je malo drugačen od ostalih. Vaša deklica ima prav posebne potrebe. Pa sem hotela vas vprašati, kako se soočate s tem, da ima Bog poseben načrt za naše otroke, za vsakega izmed njih. A se čutimo včasih, da bi hotele spet me malo Bogu pametvati, se tega otroka pa niš čistko ustvaril, tle se malo zmotil, a ne, neki si dal malo preveč, neki malo premal. A znamo sprejeti naše otroke take, kot so v njihovi polni posebnosti in kako se s tem vi spopadate v svojih družinah? Jaz sem imela mogoče to srečo, da nama je bila dana Evelin kot prvi otrok in je postavila malo drugačne kriterije, oziroma so bila vsega, kar je pol bilo po njej, so bila neskončno vesela, ne, ker je bilo prej z njo toliko enega matranja in terapij. Se mi zdi pa, da gre za naravnanost, no. Sigurno je na začetku težko, ne, tudi ta mamica opisuje, koliko je bila žalostna in koliko se je spopadala oziroma s tem sprejemanjem. Jaz ne vem točno, kaj je s tem otročkom. Večkrat opiše, da ima posebne potrebe, ampak očitno je pol uspela tudi sprejeti tega otroka, ker je pač tudi nama. Ne. Jaz verjamem tukaj v moč molitve, tako sem že omenila, pa tudi, da so dobila v bistvu tak križ, ki ga dejansko lahko nosva, ne? Ker vsi ti blagoslovi, ko so prišli po Evelin, tudi to recimo, da smo zdaj v eni veliki hiši s prilagojenim sistemom, z klančino, da vse v pritličju, ne? Večkrat tudi otrokom povem, da če ne bi bilo Evelin, mi ne bi imeli tega luksuza, ne? Ker je bilo vse to usmerjeno, da si olajšamo življenje, ne? S to invalidnostjo. In vsi ostali imamo samo nekaj dobrega od tega, ne? Smo lahko veseli. Ker včasih sem vedela, no, da bo prišel do tega, ampak zdaj, ko je prvi sin najstnik, pač mu je tudi nerodno v javnosti, ker se Evelin oglaša, ker ne vem, smo bili lani ali predlani na šolski predstavi in je bila precej glasna, no, in je rekel, mami, nikoli več, da je ne pripeleš s sabo, naj ostane doma. Sem videla, da mu je res nerodno, ne. Tako da sva naslednjič to poskušala upoštevati, no, je ostala doma, ampak sem mu rekla, samo vsakeč to ne bo šlo, ne, pač ona je del naše družine. Tako da zdaj se mi zdi, da je malo šel že čez to fazo sprejemanja, mislim, mu je lažje. Se pa poskušam pač z njimi pogovarjati, da je veliko enih blagoslovov, ko jih imamo v družini, prav zaradi nje, ne. Ker včasih kar na to malo pozabijo, ne. Recimo, ne vem, ta mlajši ima zdaj, da se mu vse od nje gnusi in da ne bo iste žlice in da se mu gnusi ta slina, ne, pač mora dati to ven in upam, da bo pa le enkrat sprejel, ne. To bi še samo omenila, no, da ko sem bila 5. noseča, sem videla, da ne bo šlo več s tem nošenjem, ne. Se pravi, ko sem bila še s 4., nekako sem še lahko prijela Evelina, ne. Zdaj je bila pa že toliko težka, da ni šans, da bi jo lahko sama dvignila. In sta mi, se pravi, starejša dva, no, sin 12 let pa hčera 9, sta mi večkrat mogla pomagati dvigniti Evelin, recimo v avto, pa iz avta, pa na voziček, a ne, ker če smo 3 prijeli, je nekako šlo, sama je pač ne bi smela, je bilo tudi nevarno za mene, ne. In dejansko se je Izak toliko navadil, da tudi pol, ko sem že rodila, mi je še vedno nosil vrečke, pa sam od sebe pomagal, ne, kar se mi zdi pač sam dober zanj, pa za njegov razvoj, pa to neko čustveno inteligenco, no. Tako da jaz vidim v tem pač prednost, sam je pa to procesa, ne. Tudi jaz sem imela na začetku velike težave, sploh, ker je bil Izak 20 mesecev po Evelin in so vsi misli, da kakšna mama sem, mislim si, pač sem doživela komentarje, da se mlajši hodi, da starejši se pa vozi, a ne, kako zdaj to vozička, pač slišiš marsikaj in to me je na začetku zelo bolelo, ne. Pol kasneje pa že nekako sprocesiraš, no, pač čas pa molitve pa gre. To. Si hotela še kaj dodati, Maja? Počasi bomo zaključile. Zdaj en stavek bi še od vas mogoče želela, ali pa en komentar na tudi proti koncu knjige avtorici pravita,
da je lažno sporočilo naše družbe oziroma našega časa, da you can have it all, se pravi, lahko imaš vse. Pa bom kar tukaj, jaz ne bom komentirala, pa me zanima, kako gledate na to, a bi ta stavek spremenile, dodale kaj, bi rekli, da je res, da ni res, samo en tak zaključek mogoče. Jaz sem se vsem hotela še malo na temo navezati, če lahko. No. Tudi pri nam je 5. otrok, ima posebne potrebe, je bilo ugotovljeno, da ima autistično motnjo avtističnega spektra. Sicer spet ne toliko očitno, ampak kako sem šla res skozi paleto čutenj, najprej, ko se je vključil v vrtec, sramu, ko sem pa spoznala, da je v bistvu to nek moj star sram se rodil ven, prišel na površje, krivda, neustreznost, pa spet sram, krivda, tako, vse se menjuje, in kako, v bistvu, kako se prečeščujejo stvari skozi, mislim, se smešno sli skozi otroke, ampak tisto, kar se ima za razčistiti pri materinstvu, se bo. Tako, to, no. Sicer pa se ni Bog nad zmotil, ker nam je to še taki otrok. Včasih je naporno, ampak polka pa vidiš, da greš skozi nekaj, pa spoznaš spet nekaj novega, pa tako sem pa jaz vedno znova hvaležna, no. Ja. Drugače pa vprašanje, za kjer stavek? Ali imamo lahko vse? Ali nam ni treba imeti vse? Jaz bi tako rekla. Jaz se s tem ne strinjam, no. Ne. Tako. Mislim, če bi rekla, lahko imam vse, bi bila lahko samo, vsak dan sem lahko nesrečna. Tako. Mene je zadnji del knjige, ko govori o tem, da če se dosti potrudiš, potem lahko speleš materinstvo skupaj s kariero in boš imel vse, samo tisto uro spanca si vzameš, pa zvečer mogoče malo manj klepeta z možem, pa v rolce zlagaš perilo zato, da bo bolj vse posortirano, pol bom pa lahko, se mi zdi, da pač imamo vedno neko neuničljivo upanje, da sam še tole pa bo, pa si pa malo danem. In oziroma pač lahko speljem stvari. In se mi zdi, da z dobro organizacijo se marsikaj da. Poslušam ženske, ko jim res uspejo neverjetne stvari, res tlačijo v ta čas, ko ga imajo res vse, pa še nasmejane so, pa dobro izgledajo, pa otroci jih ubogajo se. Pač jaz še nimam tega recepta, ampak se mi pa zdi, no, da tudi ta aspekt, da sem jaz doma in si nisem pač na ta način predstavljala svojega življenja, sem vedno mislila, da bom imela neko dobro službo in neko izpopolnjujočo kariero. In pač ja, priznam, da sem se kar težko s tem sprijaznila, da sem do zdaj ves čas doma. Vedno bolj pa ugotavljam, da ima to tudi svoje prednosti, sploh po sestanku s tem profesorjem, da imam več časa za otroke, da jim lahko dam svoj čas, pa ko pridejo iz šole, da jih ujamem v tistih trenutkih. Pač vse ima svoje prednosti pa slabosti. Sem pa vmes kdaj že imela kako projektno delo, ko sem res videla, da koliko me to posrka in koliko sem bolj živčna in koliko je vse v naredu, ker res se pozna pol na hiši, no. Da pač ne sfolgaš, rabiš pol neko zunanjo pomoč. Jaz mislim, da ne moreš imeti vse. Razen če si na Pinterestu, pa vodiš tam kakšno stran, tisto se pa da. Ko vse ostalo umakneš, pa samo tisto kader dobiš, kar hočeš. Se tako vidi, ja. Se strinjam, ja, v bistvu. Ja, jaz sem tudi opazila, mislim, jaz sem na začetku mislila in hotela biti doma, in za otroka, ker sem si to tako idealno predstavljala, ampak pa sem se spoznavala v bistvu, ker so me otroci brusli, sem spoznavala, kakšne imam, pač kdo sem jaz sploh, kakšne imam potrebe, kakšna je moja narava in rabim pač to spremembo, Ko sem bila iskrena sama s sabo, sem videla, da
kljub temu, da sem doma ogromno stvari počnem, ki me nekako povezujejo s svetom ali pa skozi neke nove projekte, pa sem imela podporno skupino, pa tu, pa on, pa tretja, pa brala sem ves čas, pa pol sem kmalu začela spet prevajati, no. Hvala Bogu, no. Ampak ja, tako, ko pa povem, mislim, jaz čutim to, no, da me malo, pač, ko hočem se predstaviti kot primerna za nek projekt ali pa za neko, tudi za delovno mesto, mislim, takoj zaznam ta skepticizem, pač, kako pa, mislim, dan ima za vse samo 24 ur, Tako, ja, pa se strinjam, pač res se ne da, pač težko bi bila odsotna toliko časa, če hoče nekdo prisotnost mojo, ampak lahko pa še vseeno ogromno stvari pač uresničim sam nekako projektno pa po drobcih pa vmes pa pač s tem kombiniranjem sem res pač največ naredila, kar sem lahko. Ja, ampak imam skozi to, no, pač, moj življenjepis je pač vseeno eno ogromno obdobje, posvečenega materinstvu pa ja, pač starševskim dopustom, pa tem, mislim, ne vidi se te rasti, ki je pa nevidna, pač skrita, ne vem, kako ne rečem. Ja, ampak sem začela to sprejemati, no, da je, ja, pač to moja pot, ne vem, ni v moji moči, da bi imela nadzor, pač ne morem bleščečega CV-ja predstaviti, ja. Ampak nočem pa žrtvovati. Ja, ampak nočem pa žrtvovati tega časa, domačega, sem se razvadila v tem, da sem na razpolago lahko, pa da si sama razporejam dan, pa da lahko pač peljem nekam, če je treba, ali pa ne vem, pač tako, ker to je luksus, še vseeno je velik luksus, no, in ja, ga nisem pripravljena kar tako zavreči. Super. Ja, jaz bi pa tukaj tudi to dodala, no, da sem se že pred leti sprijaznila s tem, da ne bi želela dati otrokom podobo neke idealne mame, ki zmore čisto vse, ampak da jim dam tudi res vedeti, da mislim, nasplošno otrokom dam vedeti, da nekaj ne zmorem, da ne bi imeli oni nekih visokih meril, če sem jaz, lahko bodo tudi oni. Se mi zdi, da to ni človeško, no, da bi kar vse zmogala. Meni se zdi, no, tudi če gledamo eno mamo, kako je vse organizirana in vse zmore, pa tako, tako, no, se včasih vprašam, a si prizna res, da je utrujena. Pa nočem nič zdaj, ampak tako se mi zdi, da smo samo ljudje in to ženske. Super. Hvala. Jaz bi zaključila še z enim citatom iz knjige. V knjigi imate tako zelo lušten citate, takole na takih poslikanih straneh napisane, recimo, to je bilo meni zelo všeč in par se mi jih je zdaj takih zelo omembe vrednih, Zdaj za konec bi samo zaključila z enim citatom še iz knjige in se vam s tem tudi lepo zahvaljujem za vašo pozornost, čas, za ljubezen, ki ste jo vložili v te odgovore, v ta pogovor. Mislim, da Bog vidi ta naša prizadevanja in bo obrnil v dobro. Takole, Bog želi, da naredimo tisto, kar ga najbolj odseva, kar ga najbolj polno slavi in s čimer najbolj požrtvovalno ljubimo druge. Takole se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Lepo vabljeni, če imate kakšno vprašanje, komentar, mogoče misel o knjigi ali pa za nas kakšno vprašanje in tako naprej, smo vam na voljo. Sicer pa vam želimo lep večer tudi še naprej.